Gospod Kapun, kako policisti in kaj odgovarjate voznikom, ko jih ti sprašujejo, ali alkotest zdaj sploh še velja ali ne? Seveda, kot je bilo že povedano, policisti delajo enako naprej. Ustavno sodišče je tehtalo med možnostmi, kako bi začasno v tem vmesnem času uredilo zadevo, vendar je ugotovilo, da bi naredilo s tem veliko škode za varnost cestnega prometa. Zato je dejalo, da te določbe, ki so bile presojene kot ustavno sporne, veljajo še eno leto, oziroma zakonodajalec mora v roku enega leta to urediti, lahko pa tudi seveda prej. Se pravi, da se po odločbi Ustavnega sodišča v bistvu ni nič spremenilo. Alkotest se še vedno uporablja kot inštrument, ki je še najmanj eno leto oziroma dokler to ne bo rešila politika, do izteka roka Ustavnega sodišča, podlaga za kaznovanje tistih voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. Tako, za policiste, za sam postopek na terenu se ni nič spremenilo. Rad bi pa poudaril, da je naš indikator, tako imenovani alkotest, seveda tudi kalibriran vsako leto, tako da je to zelo zanesljiva naprava. Plus tega, preden je šel v uporabo, je bil preverjen tudi na Inštitutu za sodno medicino, so primerjali rezultate strokovnih pregledov, ki so ekvivalent, bi rekel, etilometrov, in so bili alkotesti, so se izkazali za zanesljivi aparat. Poleg tega so bili celo ugodnejši za kršitelje kot strokovni pregled. Kje ste potem vi, policija, na podlagi teh vaših izkušenj, ko boste zdaj pač očitno v praksi morali uporabljati etilometre v primerjavi z alkotestom? Kaj bo vse to pomenilo in kako bo to vse spremenilo vaše delo? Seveda, ker imamo kot vedno v Sloveniji vse pravne akte narejene na 150%, bomo morali uporabljati etilometre, ki ste jih videli na zaslonu. Ti etilometri so pogojno uporabni v vozilih, mogoče v kakih teh kombiniranih vozilih, kjer imamo električno energijo, ali pa na kakih stacionarnih točkah, kjer imamo hiške z električno energijo, drugače so pa ti etilometri uporabljeni na policijskih postajah, kar pomeni zelo bistveno daljši čas za vse postopke po alkoholu, ne samo za tiste, ko smo jih sedaj vozili na strokovni pregled, kar bo pomenilo tudi dlje cajta zadržanje za samega kršitelja, za občana, in pa seveda manj učinkoviti bomo, zato ker tega ne bo v vsakem vozilu, ker ne more biti v vsakem vozilu, in bo s tem posledično upravljenih manj preizkusov. Vse analize pa kažejo na to, da več preizkusov se opravi, manj je vinjenih voznikov na cesti. Kaj bo torej ta odločitev pomenila, oziroma kaj bi vam zdaj morala v tem enem letu pripraviti oziroma omogočiti vladajoča politika glede na odločitev Ustavnega sodišča, če bi še želeli biti učinkoviti v boju proti alkoholu na cestah? Ja, da se pravi, tista najslabša varianta, ki bo verjetno tudi obveljala, je ta, da bo treba nabaviti teh vsaj 150 etilometrov, jih nekako postaviti na lokacije, da bojo čim bolj dosegljivi za policiste, ki bojo delali na terenu. Ena od možnosti je tudi, da se ta pravila malo oblažijo in se omogoči v Sloveniji, tako kot v marsikateri evropski državi, ročni etilometri, ki so uporabni skoraj podobno kot alkotesti in se lahko prevažajo v vozilo, delujejo na baterijo, ampak vendar ne zagotavljajo tistega 150% standarda, kot ga zagotavljajo etilometri. Poleg tega bomo morali spremeniti tudi ta famozni zapisnik, ki ga bomo spremenili po vsej verjetnosti že sedaj, pred spremembo zakona, da se ne bo nahajalo notri beseda se strinja ali pa se ne strinja. Do takrat, dokler pa ne bo prišlo do te spremembe, pa velja sedanji zakon in kot je dejalo Ustavno sodišče, alkotest je še vedno tisti, ki je meritoren ob podpisu.
Ja, tako je ustavno sodišče dejalo in tega se policisti držimo. Bomo pa seveda naredili vse, da probamo prepričati ljudi, da se pač voziti pod vplivom alkohola ne sme oziroma da je zelo nevarno in da probamo še več narediti na tej preventivi, da vendarle se v naših glavah spremeni malo razmišljanje o tej varnosti in alkoholu na cestah. Ampak ta Martinov vikend vedno pokaže na nek način še kakšno je razmišljanje v naših glavah. Čez vikend v času martinovanja ste delali preizkuse, koliko voznikov vozi pod vplivom alkohola. Kakšni so zdaj, ne vem, prvi rezultati, je bilo tega veliko ali ne? Tudi zaradi teh nekih začasnih podatkov vidimo, kako zelo pomembno je, da je postopek policistov na terenu učinkovit, enostaven, kajti v tem Martinovem vikendu, kljub vsem napovedim, kakšne bodo naše aktivnosti v smislu psihofizičnega stanja voznikov, je bilo ugotovljenih izredno veliko voženj pod vplivom alkohola, odvzetih veliko vozniških dovoljenj in ne moremo trditi, da se je miselnost ljudi na tem področju kaj bistveno spremenila na bolje. Jutri je Martinovo? Ja, naše aktivnosti so potekale od prvega, jutri je še Martinovo, kjer bomo nekako počasi zaključili s temi intenzivnimi aktivnostmi, vendar seveda prihajamo v to obdobje praznovanj, nadaljuje se tudi potem novoletna praznovanja, tako da je naš fokus v teh 2 mesecih ravno na tem psihofizičnem stanju voznikov, tako da bomo s tem samo nadaljevali. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Prosim.